Doživi kapele. Občina Brežice namreč podpira številne projekte, katerih cilj je trajnostni razvoj, ohranjanje dediščine in krepitev skupnosti. Eden takšnih projektov je tudi Doživi kapele, ki združuje ljudi, znanje in vire za oživitev podeželskega območja ter krepitev turistične in družbene ponudbe. S sodelovanjem v tem in v drugih projektih pa občina Brežice aktivno gradi prihodnost, ki temelji na trajnostnih vrednotah, lokalni identiteti in povezovanju vseh sektorjev. Danes vam bomo, spoštovani zbrani, predstavili projekt, ki združuje strasti, znanja in vizijo skupnosti kapele in njenih partnerjev. Z udeležbo v projektih se občani, društva, podjetja in občina učimo novih pristopov, pridobivamo znanja in izkušnje ter razvijamo trajnostne modele dela, ki so prenosljivi tudi na druga področja. Vsak projekt pa prinaša konkretne rezultate, nove storitve, obnovljene prostore, okrepljeno lokalno identiteto, turistične produkte in zaposlitvene možnosti. To pa seveda neposredno vpliva na kakovost življenja in seveda privlačnost same občine. V prijetno izkušnjo oživljanja podeželskega življenja smo stopili skupaj s partnerji, krajevno skupnostjo kapele kot vodilno partnerico, občino Brežice, kulturnim društvom kapele, MK Mesarijo Krošelj Denis Krošelj SP ter Kozjanskim parkom. V takšni sestavi vam današnje sodelovanje predstavljamo tudi tukaj za omizjem. Kot veste, dragi zbrani, občina Brežice je namreč tudi nosilka platinastega znaka, najvišje odličnosti za trajnostno naravnane standarde, prizadeva si za trajnostni turizem, ki krepi konkurenčnost destinacije, tega pa narekuje edinstven profil območja, ki temelji na bogastvu naravne in kulturne dediščine, ki daje pečat preteklosti, obiskovalca vabi in mu nudi Brežice z vsemi čutili. Prav takšen je tudi projekt Doživi kapele. K besedi na tem mestu vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da spregovori o turizmu v občini, skrbi za naravno dediščino, pomenu oživitve podeželskih središč, kot so na primer kapele, in za lokalno skupnost in seveda trajnostni razvoj. Gospod župan, izvolite. Ja, hvala. Lep pozdrav seveda vsem, ki ste prišli na to konferenco novinarsko in verjamem, da bomo s tem seveda tudi dali eno sporočilo širše javnosti, tako v občini kot tudi širše. Zdaj, kot je že bilo omenjeno, občina Brežice seveda je v lanskem letu praznovala 100 let turizma in nekako strategija turizma, tako občine, pa tudi nekako državna je, da se razvija turizem vse bolj v nekako trajnostno, zeleno, butično in seveda zato tudi občina temu sledi na različnih področjih. Prav tako pa seveda občina tudi skrbi za to, da imamo čim bolj enakomerno razvito celo občino. Želimo si, da v različnih krajih, krajevnih skupnostih so tudi določeni prostori, ki združujejo na eno stran in pa promovirajo na eni strani turizem, na drugi strani pa seveda tudi združuje ljudi, kot je kultura, šport in ostale stvari. Zato seveda moram reči, da smo tudi z veseljem pristopili k projektom, ki smo v tej smeri. Tu v kapelah je še posebej pomembno so Jovsi kot naš park in seveda so tudi ena od priložnosti predvsem, da nekako pospešimo turizem v tej smeri, kot sem že prej povedal. Seveda, tu moram reči, da sem vesel, da na eni strani danes govorimo o dveh projektih, eden je, ki je povezan krajevno skupnosti z lokalnim partnerjem in pa drugi, ki je povezan z Kozjanskim parkom, v katerem se Jovsi tudi vključujemo. Cilj pa je seveda, da skupaj naredimo več tako za promocijo tega kraja, posledično pa tudi predvsem s tem pripomoremo k neki dodani vrednosti kraja in pa kvaliteti življenja ljudi. Seveda tu mislim, da je še prav treba povedati, seveda takšni projekti prinašajo na eni strani določene obveznosti, določene naloge, precej dela, po drugi strani pa seveda omogočajo neki nadstandard, kajti veste, da danes sredstva, ki jih občine dobimo
z poprečnino praktično skoraj ne zagotavljajo kaj dosti več kot samo za tiste nujne naloge, ki jih občine moramo izvajati v skladu z zakonom, in taki projekti lahko dajo neki nadstandard, po drugi strani pa seveda omogočijo tudi ljudem, da se na nek način spoznajo z funkcioniranjem teh projektov, kot so evropska sredstva in podobno, in s tem seveda potem usmislijo še kakšen projekt, ki prineša tudi neko dodano vrednost v življenju. Jaz bi se na koncu samo zahvalil vsem partnerjem, ki so se združili. Konec koncem tudi povezovanje je danes pomembno in tu smo dokazali, da se da povezati, če se najde neki skupni interes, in seveda tam, kjer se ljudje povezujejo, je ponovadi tudi rezultat. Tako da jaz se izrekam vsem zahvalo. Želim seveda vam uspešno delo in seveda se že veselim prvih rezultatov tega projekta. In seveda na koncu verjamem, da bo ta projekt pripeljal tudi do konca, to pa je do vseh poročil, ki jih moramo narediti, in da bo na koncu seveda tudi vsi ti stroški, ki so predvideni, tudi bili povrnjeni in pa seveda poravnani. Toliko za začetek in seveda vsem, ki ste se vključili v ta projekt. Hvala, gospod župan. Občina kot turistično prepoznana išče možnosti za oplemenitenje ponudbe v objektih v lasti občine. Eden takšnih objektov je tudi nekdanja osnovna šola v Kapelah, v kateri se danes nahajamo in ki jo bomo preoblikovali v živo, društveno in kulturno središče. Trenutno za ohranjanje dediščine in skupnosti skrbijo predvsem prostovoljci in lokalni navdušenci. Da bi potenciali bili v celoti izkoriščeni, potrebujemo prehod iz ljubiteljskega v bolj sistematičen, strokovno podprt pristop. To pa seveda, spoštovani zbrani, zahteva tesno sodelovanje med javnim, zasebnim in civilnim sektorjem. Prav to pa uvajamo s projektom Doživi Kapele. Projekt temelji na oživitvi kulturne in naravne dediščine kapel ter krepitvi družbene povezanosti. V destinaciji razvija avtentično, lokalno naravnano ponudbo, projekt nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja in uvaja nove trajnostne oblike turizma ter medgeneracijskega druženja. Projekt traja od 1. januarja letos pa vse do 31. januarja prihodnje leto in nagovarja v osnovi ciljni skupini lokalne prebivalce, mlade, ženske, starejše, podjetnike in turiste, ki želijo odkriti pravi okus podeželja. Projekt izvajamo s 5 glavnimi področji aktivnosti. Ureditev in oprema skupnostnih prostorov, medgeneracijski prostor, prostor za društva v stari šoli. Potem kot druga izvedba delavnic in usposabljanj. Tukaj seveda predvsem podjetništvo, kulinarika, turizem in dediščina. Nato razvoj turističnega produkta, Doživi Kapele in kulinaričnega spominka. Nato sledi digitalna promocija in izdelava promocijskih gradiv ter kot 5. priprava strategije pametne vasi Kapele. Vrednost projekta znaša dobrih 95.000 evrov, sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa znaša 80% oziroma dobrih 64.000 evrov. Večina sredstev bo namenjena opremi prostorov, izvedbi programov in seveda tudi promociji. Z razvojem inovativne trajnostne ponudbe bodo torej kapele pridobile nov življenjski utrip kot pametna vas, povezana z zelenimi vrednotami, lokalno identiteto in kakovostnim doživetjem za obiskovalce in seveda tudi za prebivalce. Če ne skrbimo za ohranjanje dediščine in skupnostnega duha, lahko vrednote, znanja in prostori utonejo v pozabo. Zato sedaj predajam besedo predstavnikom projektnih partnerjev, da nam predstavijo projekt in njihovo vlogo v projektu. Najprej pa k besedi vabim predstavnico projektnih partnerjev, gospod Matejko Gerjevič iz občine Brežice. Izvolite. Hvala lepa. Bi se navezala na to, kar je župan rekel, da je ključno pri projektih, da gre za povezano skupnost in iz katere potem se rodijo ideje in na koncu tudi projekti, ki zaživijo v realnosti. Veseli me, da so projekti pristopili različni sektori, tako gospodarstvo, občina in pa tudi bogata društva, ki delujejo v skupnosti,
kar mislim, da je sožitje in sodelovanje tudi bistvenega, da pride do rezultatov in so to ideje in projekti, ki potem tudi naprej živijo po zaključku projekta. Ključna vloga občine v tem projektu je tako kot pri ostalih projektih, glede na to, da imamo kar bogate mednarodne izkušnje pri vodenju nacionalnih in pa evropskih projektov. Tudi v tem primeru bomo skrbeli za upravljanje projekta, vodenje projekta, finančni nadzor in pa potem tudi postopke javnega naročanja. In pa seveda bomo v naravi tudi potem podprli delovanje društev. Občina podpira delovanje tudi preko rednih programskih razpisov. Na ta način bomo pa prispevali še k temu, da bomo še dodatno obogatili program in pa tudi izboljšali možnosti za delovanje v društev v kapelih. Občina bo v projektu nakupila opreme prostora za društva v tej stari šoli. Poskrbeli bomo za kuhinjski kotiček, stole, klopi, mize, televizijo, ki bo pač namenjena različne za predstavitve, in pa poskrbeli tudi za arhivski prostor za društvo oziroma za omare, da bodo lahko tudi skrbeli za arhiviranje vseh dogodkov, dediščine in nenazadnje tudi arhiviranje samega projekta in vseh projektnih rezultatov. Potem bomo nakupili tudi mobilno opremo za dogodke na prostem. Kot vemo, so kapele kar srce in utrip tega kraja, tudi v sodelovanju s turističnim društvom, kulturnim društvom in pa tudi s krajevno skupnostjo skrbijo za marsikateri dogodek v kraju in včasih sfali tudi opreme, tako da bomo nabavili tudi stole za dogodke na prostem, ki bodo tudi potem lahko vsi uporabljali. Vloga občine je tudi promocijska, zagotovo bomo v sodelovanju povabili tudi Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, ki se jih projekt tudi vsaj posredno tiče, da bojo pomagali tudi pri promociji, tako da bo narejen kar nekaj fotogradiva in pa izdelane tudi video vsebine. Potem bomo sodelovali pri promocijskih aktivnostih, kot je danes uvodna konferenca, in tudi potem zaključno, da bomo predstavili naše ključne rezultate projekta. Kot sem pa že rekla, bo pa občina skrbela tudi za projektno in finančno vodenje in za administrativno podporo društvom, ki sodelujejo v tem projektu, pa tudi Mesariji Krošelj, če bojo potrebovali pomoč. Tako da bomo nekako pripravili celostno zgodbo. Sodelovanje v projektu je občini zagotovo v interesu, saj si vsekakor želimo spršenost turistične ponudbe, da lahko tudi turisti iz Term Čatež, Paradiza grejo tudi v druge kraje, ne v center mesta in si pogledajo že znane znamenitosti, ampak da živijo tudi drugi kraji in nenazadnje, da skrbimo tudi za našo ne le dediščino v obliki pesmi in petja, ampak tudi za naravno dediščino, ki nam je tik pred nosom, pa si vse bolj, se mi zdi, več ali manj vsi usmerjamo tudi v iskanje naravnih lepot in pa nekako se vračamo nazaj v sožitelj z naravo. Tako da zagotovo je tudi to pomemben prispevek k razvoju turizma v regiji. Tako na kratko, no. Hvala. Najlepša hvala. Kako bomo v projektu pristopili k ohranjanju in aktivnemu vključevanju prebivalcev, pa nam bo med drugim zaupala predsednica kulturnega društva gospa Mihaela Blaževič, ki bo danes spregovorila tako v imenu kulturnega društva kapele, kakor tudi krajevne skupnosti, ki je seveda tudi glavni oziroma partner tega projekta, vodilni partner. Tako je. V krajevni skupnosti kapele smo že dalj časa zaznavali potrebo določenih društev, potem da nimajo prostorov za svoje delo. Delo je bilo bogato, poskušali smo z vsemi možnimi načini jim pomagati, vendar nekako je prišlo na naša ušesa, da se bi lahko z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajamo v kraju, pridružili takemu projektu. In zato se moramo zahvaliti res skupini iz Lasa Posavje, ki nam je pomagala pri tem, da smo to nekako zaokrožili. Brez občine Brežice nikako ne bi šlo in seveda vseh partnerjev, ki so se pridružili in bojo prispevali bogate vsebine, da bo ta stvar resno zaživela, tako kot je bila zamišljena. V krajevni skupnosti bomo s tem pridobili opremo
za medgeneracijski prostor, ki ga imamo v hiši krajevne skupnosti. Sfinancirali bomo produkt Doživi kapele, turistični produkt Doživi kapele, seveda v sodelovanju s turističnim društvom. Poskrbeli bomo tudi za promocijo in obveščanje, prek člankov, zloženke, imamo v pripravi z narečnimi besedami, nove spletne strani. Preko organizacije različnih dogodkov in delavnic ter sodelovali pri pripravi strategije pametne vasi. Zdaj pa, če preklopim na kulturno društvo Kapele, ne vem, koliko poznate naše delovanje, to smo društvo s članstvom preko 80 krajanov, no tudi širše okolice, ki se ukvarjamo v 4 sekcijah in podmladku, ki se ukvarjamo predvsem s petjem, ljudskim izročilom in ohranjanjem dediščine, taki in drugačni obliki. In smo si predvsem in res zelo želeli imeti prostor, kjer bi to lahko udejanjili. Sedaj smo gostovali pač, kjer je bilo kaj prostora. Občina je že veliko let vlagala v to staro šolo, tako da je pripravila pogoje, da smo se lahko prijavili tudi za to, s temi opremo, ki bi jo radi postavili tukaj, da bomo lažje delovali, kot je klavinova, zvočniki, drobni inventar. Zavezali smo se, da bomo naredili film, ki bo virtualno doživljanje naravnih in kulturnih vrednot kraja. Če poznate naše delo, veste, da ne radi delo naredimo polovično, tako da se že zdaj trudimo iskati sebine, da bi ta zadeva narejena tako, kot se spodobi. Pripravljamo tudi večjo gledališko predstavo, zgodbe iz Kapel, v sodelovanju z krajevno skupnostjo, pa tudi en velik medgeneracijski dogodek, ki ga bomo umestili v začetek maja. Sicer ta dogodek že leta živi, z nami je Jurjevo v Kapelah in ga bomo še obogatili z vsemi partnerji in ostalimi društvi. Predvidevam, da bi to znal biti res lep dogodek in lepo vabljeni takrat na to dogajanje. Smo ponosni tudi na naš podmladek in zaradi njega se tudi še toliko bolj trudimo. S tem podmladkom in kot tudi z ostalim članstvom pripravljamo razne delavnice. Mi jih izobražujemo tako v varovanju okolja, tako pri ohranjanju dediščine, tako da pustite se presenetiti in predvidevam, da bodo letošnje vsebine zelo bogate, še bolj, kot so bile do sedaj. Sodelovali bomo pa z vsemi društvi, tudi tisti, ki niso kot partnerji uradno definirani, ker tako počnemo vedno. Tako s pihalnim orkestrom, gasilskimi društvi, lovci, konjarji, to so naši redni spremljevalci na naših dogodkih. Da ne omenjam Mesarija Krošelj. Hvala. Najlepša hvala. Torej, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, je pomemben vidik projekta vključevanje različnih skupin in seveda društev, od mladih, starejših pa seveda vse do podjetnikov. Povabili smo torej k projektu tudi lokalno podjetje NK Mesarija Krošelj, Denis Krošelj SP, da svojim znanjem in izdelki obogati kulinarično ponudbo. Zato k besedi vabim vas, gospod Denis Krošelj, da mogoče pa tudi vi z vašega vidika poveste, kaj pa za vas pomeni vključitev in sodelovanje v projektu, ki je sicer domač, pa vseeno ima tudi neke širše možnosti. Lep pozdrav tudi za Mesarije Krošelj Brežice. Vse veste, kak reče, več nas je, več veljamo, in to je tak en rek in tudi jaz rad pomagam društvu in vsem, kaj se da s tem narediti in tudi sem zelo vesel, da so me povabili v ta projekt. Ta projekt, ki ga jaz, recimo, ključno je za Mesarijo Krošelj, recimo, da v tem projekti bomo nakupili nekaj opreme za pripravo jedi, pol nakup opreme za dogodke, kot so recimo koši za zbiranje odpadkov, trob inventar pa zero way, surovine in za izvedbo dogodkov in kulinaričnih spominkov, potem imamo označevanje kulinaričnih spominkov ter sodelovanje pri projektu Zgodbe za Kapel. Tako da
S tem mislim predvsem z degustacijami in pa postrežbo raznih dogodkov, ki bojo v teh stvarih. In to je to z moje strani. Torej, lačni in željni zagotovo ne bomo. Upajmo, da ne. Ponavadi nismo bili in tudi ne bomo. Najlepša hvala. Hvala. Naravna dediščina Kapel in okolice je nenadomestljiva. Nahajamo se na območju Natura 2000, kjer domujejo tudi jovsi. Z nadaljnjim varovanjem in promocijo jovsov skupnost ne le ohranja svojo naravno bogatstvo, temveč ustvarja tudi vrednost za trajnostno prihodnost. S Kozjanskim parkom bomo s tem projektom okrepili ponudbo doživeti in usposobili vodnike za vodenje po jovsih. Za krajšo predstavitev sodelovanja pa vabim besedi predstavnico Kozjanskega parka, gospod Tatjano Kotnik. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Javni zavod Kozjanski park je zelo ponosen, da smo bili povabljeni v projekt Doživi Kapele. Predvsem zato, ker je za nas to zelo pomembno, ker tukaj v tem prostoru, čeprav to ni zavarovano območje Kozjanskega parka, smo prisotni že od leta 2020, ko smo pričeli izvajati en večji live projekt, ko smo prepoznali oziroma tudi naša država in tudi mi kot park, ki smo vezani na to, da varujemo naravo, da imate tukaj res izjemno naravno dediščino in to je zavarovano območje, se pravi park Jovsi, zavarovano tudi se strani Evropske unije, kot Natura 2000 območje Dobrava Jovsi in se strani naše države kot naravna vrednota državnega pomena. Se pravi, ima to območje več naravovarstvenih statusov, ki zahtevajo res najboljšo obravnavo in mi kot Kozjanski park smo dolžni, da upravljamo z naravo kar se da najbolj optimalno in zato so tudi projekti, katere že izvajamo. Tako da v tem, če se dotaknem tega konkretnega projekta, zaradi katerega je danes ta dogodek, sodelujemo bolj ali manj z mehkimi vsebinami, da bomo izobraževali vodnike in izvajali naravovarstvene oziroma izobraževalne delavnice, kar smo že tudi v preteklosti počeli in seveda bomo to znanje, ki imamo in reference z veseljem predali tudi naprej, predvsem lokalne skupnosti in da bomo se tudi malo bolj spoznali in povezali. Bi se pa dotaknila tudi mogoče tega projekta, ki sem ga že omenila, Life Amfikon, ko smo leta 2020 pridobili že nekaj zemljišč, konkretno 15 hektarjev na območju naravnega spomenika Jovsi, s katerimi upravljamo, predvsem z namenom ohranjanja dvoživk. Projekt se bo letošnje leto končal in ne glede na to, da se bo končal, smo že v izvajanju in kako bi rekla, v fazi podpisa pogodbe večjega projekta, s katerim sodelujemo z občino Brežice, ki nam je zelo pomemben partner, to je projekt Natura Kozjansko v okviru programa Evropske kohezije. Projekt je vreden okrog 7 milijonov 800, to je eden največjih projektov v Kozjanskem parku, ki ga bomo izvajali in tukaj na tem mestu mogoče ne bi preveč povedala o tem projektu, ko bo odločba o podpori in ko bo pogodba o sofinanciranju, bomo tudi mi v medije skupaj z občino in ostalimi partnerji vas seznanili s konkretnimi aktivnostmi, ampak vseeno mi projekt že izvajamo, smo že zaposlili 7 ljudi na projektu v zavodu in lahko povem, da bomo z naravnim spomenikom Jovsi pričeli z obnovo habitatov, predvsem mokrotnih travnikov. Tukaj bojo konkretni naravovarstveni ukrepi za obnovo zaraščenih, zapuščenih površin, ki jih bomo seveda obnovili za pomembne vrste, ki tukaj živijo, ki obstajajo za pomembne habitate in sem prepričana, da bomo skupaj z občino Brežice in z ostalimi projektnimi partnerji ta projekt do leta 2029 tudi transparentno in dobro izvedli. Bi pa mogoče se to dotaknila, da projekt naslavlja tudi samo investicijo, to je ta objekt, v katerem se nahajamo in tukaj bo tudi občina Brežice v projektu obnovila del prostorov, ampak kot sem že omenila, več o tem, ko bo pogodba podpisana. Hvala lepa za besedo.
Najlepša hvala. Lepo je videti, da projekti eden drugega dopolnjujejo in seveda dodajajo nekaj lepega v lokalno skupnost. Spoštovani novinarji, imate morda kakšno vprašanje? Omenili ste strategijo pametne vasi Kapele. Kako bo to izgledalo v praksi? Kaj to je? Moram priznati, da je to še v izdelavi ideja, ne? Se pa predstavljamo, da bomo razširili sedanje vsebine na nek tak povezljiv način, da je to samo preko multimedijskih zadev ali bo to še s kako pokritostjo drugače društev, to pa še bomo videli, kaj nam bojo sredstva omogočala. Sprav, da bo digitalno podprto. Ja, tako, da se bo stvar združevala, nekaj na spletni strani, nekaj na panojih, nekaj na teh skupnih prostorih in tam predvidevamo tudi pokritost, predvsem digitalno. Ki pa danes v društvih, če hočemo imeti podmladek, smo skoraj obvezni, da te sebine na tak način predstavljamo, ker dobarci ne znajo. Življenje predstavljamo, naš podmladek in tudi že te mlajše člani. Zaključimo z naslednjo mislijo, ki nas bo spremljala tudi v prihodnje. Prihodnost vasi in skupnosti ni v aplikacijah, ampak v pogledih in besedah, ki se srečajo na poti, v rokah, ki pomagajo in v zgodbah, ki jih pripovedujemo in hranimo za prihodnje generacije.